Kaj sploh počne dimnikar? Dimnikar pregleduje in čisti kurilne naprave in dimnike, opravlja meritve dimnih emisij in pa tudi svetuje uporabnikom, strankam o energetski učinkovitosti kurilnih naprav. Zakaj so pa dimnikarji oblečeni v črno? Dimnikarji so oblečeni v črno, ker pri svojem delu čistijo peči in dimnike. Peči so umazane od saj, s tem se pa na delovnih oblačilih tudi pozna manj umazanije. Preden pa se dimnikar odpravi na delo, se mora ustrezno zaščititi. In za to zaščito potrebuje zaščitna očala. Izvoli. Hvala. Izvoli. Hvala. Ja, tukaj imamo še delovne rokavice. Tukaj so pa še zaščitne maske. Izvolite. Hvala. Hvala. Zakaj pa rabimo masko? Ja, masko pa rabimo zato, da se zaščitimo pred prahom in umazanijo. Da ne dihamo umazanije. Jaz ti bom pa zataknil masko. Potem si pa tukaj pri nosu stisneš. Velika slač. Takole. Jaz gledam kot vesoljc. Malo. Zdaj smo pa prava profija, ne? Res je. Res je. Zdaj bo sodelavec Mitja pokazal, kako se ta kurilna naprava pravilno očisti. Zakaj pa peč sploh potrebno čistiti? Če ne čistimo peči, lahko pride do prekomernega onesnaževanja okolja. V najslabših primerih pa lahko pride tudi do dimniških požarov ali pa celo do zastrupitev z ogljikovim monoksidom. A prav delam? Ja, dobro delaš. S palico vidiš do konca, porineš do konca, tako da res temeljito očistiš celo peč. Kako pa vem, kdaj je peč čista, če se klenot nič ne vidi? Ja, seveda. Tukaj sem ti pripravil še svetilko, da vidiš, kje vse je še potrebno čistiti saje. Ja, tako, ja. Ja, zdaj je pa že skoraj očiščena. Zdaj bomo pa prižigali sesalec, izvoli, primi cev in boš pa sesala saje ven iz peči. Zdaj smo uspešno očistili peč, zdaj se bomo lotili pa dimnika. A to je dimnik? Dimnik ni samo tisto, kar je na strehi, kar vidimo, ampak dimnik poteka v hiši od spodaj navzgor. In tale je visok kar 12 metrov. Kakšne ključe pa imate to v rokah? Ja, to so prav posebni ključi, ki jih mi dimnikarji uporabljamo za odpiranje vrat. So različne dimenzije, na njih so napisane številke. Naša številka je 8. Takole, previdno. Tale notranji vložek bom odložil na tla. Potem si bom pripravil prodorno žico na kolesu in jo vstavil v dimnik. Kako daleč pa potiskate to žico? Ja, dokler ne pridemo čisto do vrha, do ustja dimnika. Kar naprej potiskaj, kar gor. Malo močneje, tako, dobro, še malo. Ja, čisto do vrha boš prišla. To je težje, kot sem mislila. Ja, res je. Čiščenje dimnika ni enostavno. Evo, zdaj smo prišli pa do vrha. Ja, tukaj se je kar nekaj saj nabralo, ki jih bo potrebno ven odstraniti. Ali ročno ali s sesalcem. Zdaj, ko smo dimnik očistili, moramo spraviti še prodorno žico nazaj na kolo in končali bomo s čiščenjem tako, da bomo vratca zaprli. Nejc, kako ti gre? Dobro. Takole. Ja, je treba dobro nastaviti. Super, krasno. Zdaj pa samo roke omakneš. Kaja mi bo pa pomagala in bo zaklenila vratca. Tako, dobro ti gre. A vas lahko nekaj vprašam? Ja, seveda. A je res, da dimnikarji prinašate srečo? Ja, ta stari rek še zmeraj drži. Ko srečamo dimnikarja, se ponavadi primemo za gumb. In večji kot je gumb, več sreče nam prinese. A imaš gumb? Ja, imam. Nejc, ti ga imaš? Ja, imam, ja. Zdaj bova imela pa siguren 10 let sreče.